Lepo zdrav, dragi gledalci! Počitnice so se za marsikaterega končale, a to še zdaleč ne velja za sezono gorsko-hitrostnih dirk. Spremljate reportažo Autoportreta.si zadnje slovenske gorske dirke letos, ki je hkrati tudi največja, GHD Ilirska Bistrica. Letos smo bili priča 25. izvedbi, kar pomeni, da je dirka dopolnila četrt stoletja. A najprej en povzetek s prejšnje, malo mlajše dirke. Le 3 tedne prej smo se ustavili v Lučinah. Tam smo, tako kot že prej na Gorjancih, videli novi rekord, ki ga je postavil Sebastian Petit. Čeprav je bil Milan Bubnič na listi prijavljenih, se v Lučinah ni pojavil. Njegova odsotnost je izkoristil Janko Čebron, ki je tako prišel do svoje prve zmage v državnem prvenstvu. Dobili smo tudi že prvega prvaka, Matevža Čudna v diviziji 2. A boji drugje so še kako odprti s 3 dirkami do konca. Bubnič in Čuden sta v generalni razvrstitvi celo izenačena. Stare reportaže lahko najdete na našem YouTube profilu in na Facebook strani Autoportret.si Sport. Ok, čas je za Ilirsko. GHD Ilirska Bistrica šteje za evropsko prvenstvo. Zato sta sem prišla tudi Simone Fagioli in Christian Merli, že stara znanca dirke in rivala za naslov prvaka. Prijavljena sta bila tudi letošnja rekorderja prog, Patrik Zalšnik in Sebastian Petit, a prvi sploh ni prišel na dirko. Prijavljen je bil tudi Milan Bubnič in to že z Lančo. Organizatorji so prejeli rekordno število prijav, 231, a vemo, da jih nikoli ne štarta toliko. Prvi trening, ki je bil na vrsti zadnji dan avgusta ob 10, je minil brez večjih zapletov. Videli smo par odstopov, vključno z Likovičem, Rozierjem in Lazlom Sasom, a ni šlo za nič kritičnega, saj so še isti dan nadaljevali. Christian Merli je bil s časom 2:02,524 za dobro sekundo hitrejši od Fagiolija. Podobno zgodbo smo videli tudi na drugem treningu, kjer pa je bila razlika še malo večja. A najboljši čas dneva ni postavil noben izmed teh dveh dirkačev, temveč Francoz Geoffrey Schatz, ki je bil s časom 2 minut in 6 desetink minimalno boljši od Fagiolija. Najboljši Slovenec na trening vožnjah, Vladimir Stanković, je dosegel 26 sekund slabši čas in pristal na 30. mestu skupaj. Najboljši v državnem prvenstvu pa kdo drug kot Rado Razpet? Kje pa je Bubnič? Domačin se spet ni prikazal tako kot v Lučinah. Nekdo je na naši spletni strani napisal komentar, da je Ilirska brez Bubniča, kot da bi lizal sladoled čez šipo. Ampak Milan ni razočaral svojih navijačev, ko se je, ups, ne prehitevajmo s stvarmi. Še divizije nam ostanejo. Alex Buh, Matevž Čuden, Vladimir Stanković, Janko Čebron in Urban Jelovčan od 1. do 5. divizije. Mislim, da je to dovolj jasno. Prva tekmovalna vožnja je bila na sporedu že zgodaj zjutraj, ob 8:30. Zgledalo je, da bo megleno, a se je vidljivost hitro izboljšala. Zjutraj pa smo prejeli odlično novico, da bo Bubnič le štartal dirko. Njegovi fani le niso ostali praznih rok. Prvi, ki je v nedeljo imel smolo, je bil Irži Kubiček Škoda 130 RS, in sicer na desnem hardu po dolgi ravnini v začetnem delu vzpona. Ker je pribil ograjo, je povzročil kar dolgo prekinitev, a glavno je to, da dirkač ni bil poškodovan. Tudi Jean Nogode z MG ZR105 ni videl ciljne črte. Ker je bitka v diviziji 1 tesna, to ni pomenilo nič dobrega za njega. Prišel je čas, ko so na progo šle formule in prototipi. Da spomnimo, rekord znaša 1:59,558, ki ga je postavil Fagioli 2 leti nazaj. In ali je prišlo do novega rekorda? Ja, seveda! Kdo drug kot Fagioli. 1:57,469 je zdaj novi rekord 5-kilometrske ceste od Ilirske do Šembi. Tudi Schatz in Merli sta se spustila po čas starega rekorda. Ob 1:30 popoldne je sledila še zadnja, odločilna druga vožnja. Tukaj nismo videli štarta Petra Marca z Mitsubishijem Evo 9. Na včerajšnjih treningih je dosegel 7. čas. Odpovedal je tudi motor vpliv Mihe Fabjana, kar pa je bilo samo vprašanje časa, saj je ob vsakem prehodu malo zakadil v zračju. Simone Fagioli pa se je v nedeljo preprosto zdel nepremagljiv. V drugo je postavil skoraj enak čas kot prej, 1:57,607. Znova se mu je približal Geoffrey Schatz, ki je tako po obeh vožnjah zaostal za sekundo in 8 desetink. Na 3. mestu je Christian Merli 3,8 sekunde zadaj. Če omenimo še evropsko prvenstvo, je Fagioli dobil novih 25 točk,
Merli pa 18, ker Šac ni prijavljen v IHC. A zmaga Fadžolija zagotovo ni zgodba te dirke. Izjemen povratek je uspel Milanu Bubniču in njegovi ekipi HBB Motorsport, ki je uspela popraviti atraktivno Lancia Delto po nesreči na Gorjancih 15. junija. Brez treningov je Milanu uspelo zmagati na domači dirki, kar je zagotovo ena izmed boljših zmag v njegovi karieri. Dobra dirka je uspela tudi Radu Raspetu in Janku Čebronu, ki sta bila dovolj hitra za stopničke v državnem prvenstvu, ki prinašajo še kako pomembne točke. Ko smo že pri točkah, s 4 zmagami je Bubnič na vrhu, tokrat z razliko. Matevž Čuden je po malo slabšem rezultatu zdaj 19 točk zadaj, Aleš Prek pa 21. Verjemite ali ne, Bubnič lahko že na naslednji dirki ostane državni prvak, že 7. Poglejmo še vedno napeto bitko divizije 1. V prvi vožnji je Franci Likovič naredil veliko razliko do rivalov Mateja Oblaka in Aleksa Buha, sekundo in pol. Že prej sem omenil tudi odstop Žana Nagodeta. V drugi vožnji je bil sicer najhitrejši Buh, a je Likovič nabral dovolj prednosti za zmago. Čeprav so boji na dirkah zelo nepredvidljivi, je v prvenstvu malo drugače. Samo Likovič in Oblak imata možnost za naslov prvaka, Trček in Buh imata preveč zaostanka z 2 dirkama do konca. Divizije 2 skoraj ni vredno omenjati. Zmagal je znova Matevž Čuden, sta pa mu družbo na stopničkah delala Tadej Desardo in Matej Benčina. Družbe na stopničkah pa ni imel Vladimir Stanković, bil je namreč edini dirkač v 3. diviziji. Janko Čebron je zmagal v konkurenci divizije 4, a nima možnosti za naslov prvaka. Aleš Prek in Peter Mars sta edina s to možnostjo. V Twingo diviziji oziroma 5. diviziji pa je bil spet najboljši Urban Jelovčan, ki se v prvenstvu izenači s Špelo Brezic. Kot zmeraj lahko aktualno stanje preverite na autoportret.si/tocke/dhd. S tem se končujejo gorsko hitrostne dirke pri nas, a sezone še ni konec. Čakata nas še 2 dirki, 15. septembra v hrvaškem Buzetu ter finale 6. oktobra v italijanskem Čedalu. Še prej pa nas čaka Rally Nova Gorica, na katerem bomo zagotovo prisotni. Za konec pa še to. Kot mogoče že veste, smo v soboto na dirki Formule 2 v hudi nesreči izgubili mladega dirkača Antoina Huberja. Zagotovo je bil to šok za celoten svet motošporta in nekaj, kar se res ne bi smelo zgoditi. Tole reportažo posvečam njemu, ker je do konca svojega življenja počel tisto, kar je imel najraje – dirkal. In lahko smo srečni, da so se z gorsko hitrostne dirke v Ilirski Bistrici vsi vrnili živi in zdravi. Tudi vi ostanite zdravi, ter se vidimo naslednjič.